Dober dan. Živa. Predsednik vlade je v predvolilnem pogovoru na N1 rekel, da je imela vlada v tem mandatu pred očmi predvsem ljudi, zlasti najšibkejše, v naslednjem pa se bo skoncentrirala na razvoj. Ali iz teh besed Roberta Goloba razberete, da bo v naslednjem mandatu omejil vpliv Levice na vladne politike, če bo spet premier? Ne bo mogel imeti tega vpliva. Levica bo še zmeraj v vladi zato, da so ljudje na prvem mestu, ker so tudi ljudje pomembni za razvoj. Eden od bralcev iz vzhodne Slovenije, ki je obrtnik, nam je pred kratkim napisal, da je na prejšnjih volitvah volil Goloba, na teh pa bo volil desno sredino, ker ga morebitna Janševa vlada ne moti toliko, kot ga motijo predlogi in ukrepi Levice. Kaj bi mu odgovorili? Škoda, da tako vidite ukrepi, ki so verjetno namenjeni ravno njemu. Levica se rada pohvali, da je najmanjša koalicijska stranka z največ učinka. Se vam ne zdi, da s tem spravljate SD in Svobodo v zadrego? Zadrega je njihova, ne naša. Kaj bi pa bil vaš prvi ukrep, ki bi ga uvedli po volitvah, če boste imeli dovolj politične moči? Prvi ukrep, verjetno bi se ponovno pogovorili o tistem našem zakonu o praznikih in dali ljudem več prostega časa. Torej, govoriva o tem, da se, če prosti dan pade na nedeljo, da se ga prestavi na... In s tem boste vztrajali, če prav razumem. Tukaj ste mene vprašal, to je moj odgovor. Dobro. Verjamete v Boga? Ne. Podpirate splav? Da. Kako ocenjujete nedavni napad na Iran? Napačen. Ali menite, da je treba vsebine vplivnežev na socialnih omrežjih regulirati enako, kot so regulirane vsebine v medijih, da so torej tudi oni za objavo svojih vsebin lahko podvrženi popravkom, odškodninskim tožbam in kazenskemu pregonu, tako kot novinarji in uredniki? Morda ne povsem enako, vendar vsaj podobno. Dobro. Dober pokazatelj, kako živimo, je dodana vrednost za zaposlenega. Morda veste, kakšna je po zadnjih podatkih v Sloveniji? Ne bi se upal ugibati. 40? Ne, veliko več, ali pa občutno več, slabih 64 tisoč evrov po zadnjih podatkih za 2024, za 2025 pa podatkov še ni. Katero stranko ste volili na volitvah, preden je leta 2014 nastala takrat še Združena levica? Zares. Večkrat? Mislim, da enkrat. Bi vzeli kdaj nazaj Miho Kordiša? Da. Pod kakšnimi pogoji pa? Sodelovalnimi. Kaj pa Mateja Tašnerja Vatovca? Osebno jaz tudi. Zakaj pa pravite osebno? A to pomeni, da je neka razlika v odnosu stranke do enega ali drugega? Recimo temu, da je Miha šel ne zgor po lastni volji. Končajte stavek, Jože Pučnik je bil zame? En izmed zelo pomembnih oseb pri nastanku samostojne Slovenije. Kako ste prišli do svoje prve nepremičnine in kakšna je bila? Nimam svoje nepremičnine. Končajte stavek, če bi na loteriji zadel milijone, bi? Delu stvari, ki so koristne samo za družbo in zame. Kaj to pomeni? Ne bi delal za drugega in za njegove koristi. Ampak kaj bi s tem denarjem naredili? To je bilo vprašanje. Nikoli nisem o tem razmišljal. Dobro. Politični konkurent na teh volitvah, ki ga najbolj cenite, je? Robert Golob. Zakaj? Ker je to vlado vodil uspešno in dopustil tudi našim projektom, da so ugledali luč sveta. Končajte stavek, zvestoba je zame? Pogojna. Komu ali čemu pa ste najbolj zvesti? Sebi in svojim vrednotam. Koliko poslancev pričakujete v Levici? Ocenite realno, da bomo po volitvah lahko videli, če znate pravilno predvidevati. 8. Če boste še enkrat v vladi, kateremu ministrstvu bi se odrekli in katerega, ki ga zdaj nimate, bi si želeli? Javno šolstvo, torej Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje oziroma na visoko šolstvo in znanost. Bi se kakšnemu odrekli, ki ga zdaj imate? Ne. Hvala lepa. Prosim.